Gospod Pečečnik, dober večer. Dober večer. Ste torej pljunili v obraz gospodarstvenikom, kot pravi gospod Batagel? Poglejte, jaz kot predsednik kluba na tej funkciji vztrajam že nekaj časa in sem navajen nizkih udarcev, tako da za mene je danes čisto en prijeten dan. Še enkrat hvala za povabilo, da lahko tudi jaz svojo besedo povem. Zdaj, jaz takih stališč našega bivšega člana sploh ne bi komentiral. On je bil razrešen s strani upravnega odbora. Jaz sem se res trudil, da bi ostal v klubu, vendar očitno ga ni pozabil in ve njegovo vrednost, tako da tega sploh ne bom komentiral. Jaz sem predsednik, sem pa zraven tudi svobodni državljan in sem v svojem pismu jasno in iskreno povedal, da je to moje osebno stališče. Ampak to stališče pa bilo objavljeno na spletni strani Slovenskega kluba in podpisali ste se kot predsednik. Tako je. In tudi kot predsednik kluba imam lahko osebno stališče. Danes sem dal PR službi za izprintati, imam tukaj 4 liste graje, ki sem jih tudi kot osebno stališče izrazil in proti Golobu in proti vladi. Pač jaz si to pravico vzamem in glede tega je moje mnenje, da sem se pravilno odločil. Podjetniki pa obrtniki morajo biti zaradi tega koraka, ki ga je Golobova vlada naredila, veseli in ni razloga, da bi se iz tega delala takšna v bistvu fama. Mislim, da je bila poteza in prej ministra Hana in Frangeža, ki so se dolgo časa trudili, da so zakon uskladili do te stopne in na koncu predsednika vlade odlično in da je ta zakon dober, država dobiva več, zaposleni dobivajo več, lastniki podjetij dobivamo malo manj dobička, ampak moramo biti zadovoljni, ker bomo lahko nagradili svoje zaposlene in bili konkurenčni tudi z Avstrijci. Ste pa s tem sprožili kar številna ugibanja od tega, da vas je premier Golob posebno prosil, da objavite to stališče do tega, da je morda v ozadju kak dogovor za Plečnikov stadion. Kako odgovarjate na te očitke? Bog daj, da bi bil. Jaz se trudil sem se in z Janšo in Šarcem in tudi z Golobom sem se. Ministrica Asta Vrečko je pred tem mandatom obljubila, da je to ena osrednja stvari. Jaz mislim, da stadion res klavrno propada in bi morala tudi na tem področju ta vlada narediti drugače. Pa se pravim, če imam tukaj 4 liste kritik, ki so objavljeni na isti internetni strani, v naših časopisih in če nekoč v enem trenutku vlada naredi nekaj dobrega, mislim, da je prav in z moje strani iskreno, da sem jo pohvalil in vsako vlado bom pohvalil, ki bo naredila kaj dobrega za podjetništvo. Torej, ostajate kritik do morda drugih ukrepov te vlade, dviga minimalne plače, prispevka za dolgotrajno oskrbo, uvedbe obvezne božičnice, to opozarjajo vsaj neka predstavniki združenj v gospodarstvu. Ja, samo počasi. Mi v klubu nikoli nismo bili proti uvedbi božičnice. Tudi spet moje osebno stališče, ki sem ga že na kongresu podjetnikov na SBC-ju na Brdu izjavil. Pač to so, mi smatramo, da v našem klubu in z našimi zaposleni podpiramo to, da ljudje dobivajo božičnice, jih redno izplačujemo. Kar se pa tiče minimalne plače, mi smo pripravili program Uspešna Slovenija, ki je na internetni strani kluba in on govori o tem, da je treba standard Slovencev zvišati. Vendar je problem v tem, da ne more se vedno višati plača samo na račun gospodarstva. Tukaj jaz mislim, da je treba narediti en nov plačni sistem, katerega smo mi tudi že večkrat predlagali, saj ne more biti tako, da je minimalna plača pa socialni prejemki za brezposelnost enaki, mislim pa, da slovenske družine rabijo bistveno več denarja za preživetje.
Ampak to pa so ukrepi, za katere recimo Gospodarska zbornica Slovenije, pa tudi Obrtna zbornica pravijo, da bodo povzročili odpuščanja in pa selitve podjetij v tujino. Kaj torej menite, da v tem delu pretiravajo? Jaz mislim, da tukaj smo mi na eni percepciji globalne konkurence. Jaz sem to slikovito opisal, da moramo Slovenci držati skupaj, biti solidarni in gledati na prihodnost skupaj, da bomo kot puhasti zajčki obstali ob vseh rjovečih levih. Gre v bistvu za to, da kar se tiče vašega vprašanja, jaz podpiram vsekakor vse ukrepe vlade, ki so v smeri razbremenitve gospodarstva in podpiram tudi to, da se razbremeni plače in da se zaposlenim da več. Mislim pa, da vsi te ukrepi, ki danes prihajajo in v katerih se včasih tudi pretirava, vodijo vse k temu, da enostavno mi ne bomo imeli več dobrega delovnega kadra, če ga ne bomo dobro plačevali, in v tej državi se težko plačuje dober kader in prav ta korak te vlade, ki ga jaz hvalim, je ukrep k temu, da bomo zaposlene z večjimi znanji, s tistimi, ki ustvarjajo dodano vrednost podjetjem, boljše plačevali in celo konkurenčni ratujemo z Avstrijo. Z dvigom minimalne plače pa ste rekli, da se strinjate, ne strinjate, oziroma bi raje videli davčno olajšavo plač? Jaz bom svoje stališče povedal. Jaz mislim, da bi morala biti minimalna plača še višji gor, vendar bi morali hkrati slediti razbremenitev davščin na to plačo in na plače nasploh. In mislim, da mora naslednja vlada narediti eno korenito plačno reformo, kjer bo manj davščin in več neto izplačil. Videli smo tudi zapis na spletu, ki poziva člane naj zapustijo. Vaš klub vam je v zadnjih 24 urah se pokazal kakšen osip članstva? Pri nas je članstvo vedno dinamično. Te zapisi na internetu, to so fake zapisi, troni. Vine Novak ne obstaja naš član. Tako da, to je samo dokaz, da mnogo ljudi naš klub moti, zato ker je močen, samostojen in neodvisen. Tako da na tem mestu jaz tudi javno povem, če članstvo smatra, da jaz nisem pravi predsednik, da moja stališča niso dobra, jaz se jim opravičujem, jaz sem veliko ur, na tisoče ur in tudi na tisoče evrov v ta klub vložil, predsedništvo sem upravljal vestno in srstvo in jaz tukaj javno ponujam članom vsem, ki mislijo, da sem jih jaz s tem prizadel, da moja stališča niso dobra ali da vodenje kluba ni dobro, ponujam svoj odstop in bom raje ves ta čas, ko sem ga namenjal klubu, preživel svojo družino. No, ob vseh očitkih pa samo še to. Novinarki portala Finance ste poslali elektronsko sporočilo, citiram: "Kje si ti, mačka, imaš naslovnico zame, da pohvalim Goloba." Se vam zdi to primerna komunikacija? Ja, hvala tudi za to vprašanje. Jaz bi to res rad pojasnil. Se pravi, jaz s mačko Petro na isti način komuniciram že leta. Ne gre za nespoštljiv odnos ali tudi seksistični izraz, ampak to je izraz spoštovanja do nje in ona to ve, ker jaz jo tako kličem že leta, ker jaz sem zelo njen občudovalec, ker je ona naredila to svojo telesno preobrazbo in do takrat naprej sem jo jaz tako klical, ker meni definitivno tega še ni uspel narediti. Se ji pa javno, Petra, opravičujem za to, od zdaj naprej jo bom klical gospa Petra, seveda nisem pa imel nobenih slabih namenov na tem. Me veseli, da ste se opravičili, pa upam, da verjetno ne komunicirate na tak način še z drugimi novinarji, ki jih pa morda ne poznate. Tiste, ki smatram, da so meni blizu, smatram z vsakim na svoj način, nisem pa nikoli žaljiv ali pa seksističen do nobenih novinarjev, niti novinark. Saj sam veste, kako komuniciramo. Bi pa rad, če samo to povedal, da še enkrat, da če naše članstvo meni, da jaz nisem primeren predsednik, da je tukaj moj odstop in jaz bom zelo zadovoljen odšel, veliko sem naredil v tem klubu. In če bom jaz ta, ki bom padel za svobodo, za to, da ta zakon obstane, bom izredno srečen. Tako da se pa sem članom opravičujem, če sem jih užalil, zmedel ali karkoli naredil. Gospod Pečečnik, najlepša hvala, da ste bili na. Hvala, ker ste me povabili.